Več kot 400 udeležencev je v prihodnjih izzivih industrije na področju inovativnosti, kompetenc, digitalizacije, industrije 4.0, okoljskih sprememb, globalizacije in novih poslovnih modelov razpravljalo na nacionalni konferenci Industrija prihodnosti, ki jo je 12. junija 2019 organiziralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v partnerstvu z Gospodarsko zbornico Slovenije in javno agencijo Spirit Slovenija. Predstavnike gospodarstva, znanstveno-raziskovalne sfere in države je uvodoma nagovoril tudi predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec. Družba, ki ne ustvarja, seveda ne more biti uspešna, ustvarja pa industrija in vsi proizvajalci, ki se zavedajo pomena novih tehnologij, novih znanj in novih miselnih procesov. Zato seveda Vlada Republike Slovenije dela na tem, da bi jim bilo čim lažje v tem okolju in tako bo tudi v prihodnje. Mora pa biti vedno sodelovanje z roko v roki, verjamem, da je tako in tudi v prihodnje se bomo vsi trudili, da ne bomo drug drugega gledali s kakršnim koli morda kakšnim podtonom, ampak da bomo z roko v roki lahko sodelovali. Na okrogli mizi so razpravljavci soočili svoja mnenja o razvojnih perspektivah slovenske industrije ter iskali odgovore na vprašanje, kako oblikovati industrijsko politiko na ravni Evropske unije in Slovenije, da bo odgovarjala potrebam in hkrati krepila mednarodno konkurenčnost gospodarstva. Our challenge is that we have basically to have an industry that is in good shape, and therefore we need to conduct industrial policy that doesn't miss the big challenges of the future. Of course, globalization is one, but we've got two other big challenges, which are the necessity to have a carbon neutral economy by 2050 and digitalization. And therefore, most of our efforts in Brussels are actually in order to help industry to adapt and to meet those challenges, either through research, through support for innovation, support for infrastructure, or bringing the adequate regulatory framework. Zelo pomembno pa je, da se pogovarjamo o prihodnosti, kar pomeni, da znamo razmišljati o perspektivi. Vidimo, s kakšnimi izzivi se bomo soočali, vidimo, da je potrebno nekatere pristope spreminjati, nadgrajevati, vidimo, da se je potrebno bistveno bolj povezovati in sodelovati in ravno to slednje se mi zdi pomembno tudi pri izvajanju strateško-razvojno-inovacijskih partnerstv oziroma aktivnosti v okviru njih, ki so nas na nek način še bolj povezala, kot smo bili povezani in to se mi zdi eden izmed ključnih pomenov za to, da bomo lahko realizirali cilje v prihodnosti. Potrebujemo šolstvo, izobraževalni sistem, ki bo pač šel v smer razvoja kadrov, ki bodo seveda obvladovali določene kompetence, ki jih mi rabimo v novi tovarni, ki jo imenujemo tovarna prihodnosti. Pametno tovarno lahko delaš s pametnimi ljudmi, to pomeni z timom, z ekipo, ki je izobražena, ki ima vizijo in potem lahko tako tovarno v bistvu postavlja. Kot je v predavanju o slovenski industriji z govornim naslovom Od Fužin do vesolja poudaril profesor dr. Jožef Medved, ima slovenska industrija dolgo tradicijo, danes pa se sooča z vrsto novih izzivov, o katerih so udeleženci razpravljali na 4 panelnih razpravah v nadaljevanju konference. Ta industrija potrebuje hiter razvoj in hiter razvoj sledi iz znanstveno-raziskovalnega dela za industrijo. To pomeni, da se povežajo znanstveno-raziskovalne organizacije in industrija in da skupaj naredijo nove izdelke, nove rešitve, nove tehnologije, ki bodo konkurenčne svetovni. Pri tem seveda je potrebno povezati celotno znanstveno verigo, od bazičnih raziskav TRL 1-2 pa do prototipov TRL 9. In taka povezovalna veriga, znanstvena veriga bo predstavljala konkurenčno prednost Slovenije. Industrija prihodnosti je zelena v smeri, da spremenimo najprej način življenja. Pomeni, manj smetimo, bolj pazimo na okolje, predvsem pa ustvarjamo čisto proizvodnjo. V tem primeru, ko ustvarjamo čisto proizvodnjo, vplivamo na manjši ogljični odtis, hkrati pa k temu prispevamo k boljšemu počutju vsakega izmed nas. Da pa je lahko industrija zelena,
je pomembno, da prispevamo vsak izmed nas, tako zaposleni, kot širša družba. Slovenska industrija ne da bo sodelujoča, je že sodelujoča in mora biti sodelujoča, kar se kaže iz besed vseh panelistov in tudi ne nazadnje iz odzivov iz publike. Sodelovanje je eden od načinov, na kakšnega podjetja morajo dvigati dodano vrednost, ustvarjati nove produkte, kajti v sodobnem svetu hitrega napredka ne zmoreš vsega sam. Kreativnost pravimo, da je v bistvu gonilo razvoja, gonilo naše radovednosti tega, kam gremo naprej, kako raziskujemo, kaj lahko vpletemo novega, kaj se lahko naučimo, kar pomeni, da glede na to, da industrija ves čas išče nove poti, išče nove priložnosti, ustvarjajo se nove panoge, brez kreativnosti na to temo ne bomo prišli nikamor. Mi se moramo zavedati na svojo majhnost, da moramo, sodelovati v tako imenovanih ekosistemih, kjer združujemo tako inovatorje, domensko znanje industrije, institucije znanja, ki so v univerzah oziroma raziskovalnih inštitutah in ne nazadnje mora zraven priskočiti tudi država, da pomaga to sofinancirati. Industrija v Sloveniji predstavlja gonilo rasti, inovacij in zaposlovanja. Za uspešen nadaljnji razvoj pa je zelo pomembno sodelovanje vseh deležnikov, od gospodarstva, inštitucij znanja do države, saj lahko le skupaj dosežejo do leta 2025 zastavljene cilje na področju izvoza, dodane vrednosti in rasti plač. Vtisi so odlični. Zelo nas veseli, da se je predvsem udeležilo te konference veliko število gospodarstva, da je v dvorani sedelo pretežno gospodarstvo, ne pretežno podporne inštitucije pa javni uslužbenci. Veseli nas, da smo zbrali, zmotivirali skupaj tudi za pomočjo gospodarske zbornice top podjetja, tista z najvišjo dodano vrednostjo, da so delila z nami svoje izkušnje, svoje znanje. Glede na to, da je to eden izmed mejnikov pri pripravi novih strateških dokumentov tudi na ravni države, je izjemno pomembno, da imamo prave sogovornike. Konferenca je dala v ospredje sodelovanje, kreativnost, pamet ter seveda med zelene tehnologije in predvsem ti odnosi, ki so se zdaj zgradili v okviru SRIP-ov med inštitucijami raziskovalnega sektorja, industrijo ter državo. Jaz mislim, da je to treba naprej gojiti, da bodo rezultati tisti, za kateri se vsi želimo, to pa so seveda inovativni, zahtevni izdelki, ki jih po višjih cenah prodajamo po vsem svetu. Verjamem, da smo v tem interaktivnem odnosu z našimi partnerji, kupci, globalnimi igralci, našimi podjetji in pa državo naredili neke korake, ki nam bodo skozi sodelovanje omogočali, da bomo še naprej zeleni, kreativni in pa pametni na tem področju.